To je sodna zmeda, ki jo morate videti in slišati, da bi verjeli. Ne orapaj me, dobil si me. Kaj pa delaš? Kaj pa delaš? Odvetnika iz Oklahome so med obravnavo policisti podrli na tla, potem ko ga je razdraženi sodnik spoznal za krivega nespoštovanja sodišča. Kaj je torej naredil tako šokantnega? Čas je, da slišite tudi mojo plat zgodbe. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Wow, poglejmo si tole. Odvetnik iz Oklahome je v velikih težavah, potem ko ga je zaradi sarkastičnega prepira s sodnikom v primeru skrbništva pristal v zaporu. Zakaj? Zato, ker gre za neposredno nespoštovanje sodišča. Vipel je name. Rob B. Hopkins je 13 let vodil Hopkins Law and Associates v Oklahoma Cityju. Zastopal je stranke po vsej zvezni državi v primerih, ki so vključevali priseljensko pravo, družinsko pravo in državljanske pravice. Zdaj pa se je znašel na drugi strani zakona. Poglejmo si to podrobneje. Vse se je začelo 5. februarja 2026 na okrožnem sodišču v okrožju Potonta. Hopkins je zastopal mater otroka v sporu glede skrbništva. Hopkins je poskušal trditi, da obstajajo vprašanja pristojnosti, ker njegova stranka nikoli ni živela v okrožju Potonta. Napetosti so bile prisotne skoraj od samega začetka. Videti je, da je sodna dvorana polna, zato bi bil hvaležen, če bi se lahko vrnil k svojemu argumentu. Sodnica ni bila zadovoljna, da Hopkinsova stranka ni bila osebno prisotna in je napovedala, da je izvedela, da je za njo razpisan nalog za aretacijo zaradi druge zadeve. Hopkins trdi, da so mu prej povedali, da je sprejemljivo, če se obravnave udeleži na daljavo. Vendar so mu, ko je tistega jutra poklical za potrditev, rekli, da mora čim prej priti na sodišče. Hopkinsu je uspelo, njegovim strankam pa ne. Ko je Hopkins poskušal predstaviti svoj argument glede pristojnosti, se je zapletel v prepire tako s sodnico kot z nasprotnim odvetnikom. V redu, vzemi tisto dokumentacijo in mi povej, kateri odstavek naj pogledam za današnji dan. In spet. Tukaj, zaprisežena izjava, Julian Kramer. To je priloženo kot podpora posebnemu nastopu in predlogu za zavrnitev. Izobrazba. Otrok, ki je obiskoval šolo. Točka A, B, C, D, E. Česa? Jena izjava Juliana Kramer. Tretja točka. Prebivališče na sojenju. Od začetka je OQW neprekinjeno in izključno prebival pri sodniku. May I state my grounds? Da, gospod, nadaljujte. To so pričevanje iz druge roke. To je vaša izjava pod prisego. Sem del tega sodišča. Tiho. Nenehno do prekinja, pa ve še niti enkrat niste upomnili. Tiho. Pustite mu vsaj dokončati misel. Nisem mogel dokončati niti ene misli. Dokončaj svoje misli. Vaša čast, cenim, da je izjava priložena vlogi, vendar je kljub temu to posredna izjava. Ugovarjam na podlagi tega, da osebe, ki je to izjavila, ne morem navzkrižno zaslišati. Veste, to ni priča, to je prazen stol. Vesel sem. Ne vem, kako dolgo gospod Palmer upravlja prakso. Nisem seznanjen z njim, vendar sem prepričan, da dlje kot jaz. In že je bil v jurisdikcijskem sporu brez navzoče stranke enkrat ali dvakrat. Sem kar prepričan. Gospod, nemate pojma. Nimam pojma. Naj vam povem svoje mnenje. Frustrirana sem, ker vašega klienta ni tukaj. Ne prekinjajte več obravnave. Da, gospa. Frustrirana sem, ker vaše stranke ni tukaj. Frustrirana sem, ker vem, da je za njo razpisan nalog za aretacijo, kar je morda povezano s tem, da je ni tukaj. Ne vem. Nisem končal s svojim argumentom. In tudi jaz nisem končala svojo izjavo. Spet si prekinil. Nisem ga vrgal, padla je s klopi. Prosim, nehajte govoriti stvari, ki niso resnične, gospa. Gospod, imate polno sobo prič. Res je, odložil sem ga. Odložil sem ga in je padel dol. Jaz nisem padel in umirite se. Nisem vznemirjen in se ne prepiram. Ne dovolite mi, da podam svoj argument. Nisem rdeč obraz, gospa. Nisem. Torej, naš sodni zapisnikar zabeleži, kaj oba govoriva.
To je jasno kot beli dan, da se ta ženska ne bo pojavila pred tem sodiščem, ker ima nalog za prijetje. Krademo ugovor! To ni res in pripravljen si, ne spravljaj me v to! Je stabilno. Ali streljal name? Tega ne bom dal tukaj gor. Ne, ustavljamo se. Zdaj na tej točki Hopkins obtoži sodnika, da se spravlja nanj, ker je transspolni moški. Potem pa so se stvari zelo hitro poslabšale. Ne poškodujte me! Ne poškodujte me! Roko daj za hrbet. Ne. Me boš prevrnil? Nehaj se upirati. Ne upiram se. V redu, daj roko za hrbet, nehaj se upirati. Točno veš, kaj se dogaja. Ne morem hoditi, me mečejo na tla. Pomiri se, pojdi tja, pomiri se. Ne okradi me, ne moreš mi preprečiti poti. Kaj delaš? Kaj delaš? Kaj delaš? Dihaš, boli me, zaveš me. Ne misli, da lahko govoriš z mano, kot da ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem dihati. Daj roko za hrbet. Ne morem dihati. Fantje, ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem dihati. Ne morem dihati. Posnetki telesnih kamer dodatnih policistov prikazujejo, kako hitijo v sodno dvorano. Držim ga za noge. Nekdo naj pokliče 911. Nekdo naj pokliče 911. Zdaj potrebujem tvoj telefon. Baba, da mi pomagaj, vi. V redu, pobrali te bomo. Ne, nimam! Takoj pripeljite policistko! Takoj pripeljite policistko! Vi stani! Takoj pripeljite policistko! Srečno, ne morem vstati, ne vidim! Pravkar je vrgel moja očala! Ne vidim! Daj mi moja očala, natakni mi jih, ne morem videti! Pomagaj mi! Ne. Prosim, daj mi moja očala, ne morem! Ne poskušam hoditi in ne vidim! Poglej me. Potrebujem svojo denarnico! Pobral bomo vse tvoje stvari. Daj no. Poskušam hoditi, vlečeš me! Hurry. Daj mi priložnost! Daj mi priložnost, da hodim! Hvala. Šel bom s tabo! Ne! Lahko samo pokličeš. Policista, če ga potrebuješ. 16 central za 91 imamo osebo v priporu. Tudi jaz sem zgubil svoje telo. Kako mu je ime? 16! Central za 91, eden je v priporu. Kakšen je njegov priimek? Kakšen je njegov priimek? Kakšen je njegov priimek? Ne potrebujem 17. Kakšen je njegov priimek? Kakšen je njegov priimek? Bo povedal. Rekel sem, ne bomo ga poklicali.
Tam zgoraj se prosil za pomoč, zato smo šli tja skupaj. Prosim, ne sprašujte me. Zapor je zame tehnično delo. Mi lahko prosim to odstraniš z luči. Poskušal ugotoviti, kje je moja telesna kamera. To ni funkcionalno. Prepiram se s sodnico Jackson. Udre v sobo kot nevihta. Samo gre na juzo. Hopkins je bil pridržan v zaporu in zanj je bila določena varščina v višini $25,000. Nekaj dni po kaosu v sodni dvorani je Hopkins napovedal, da bo svojo prakso zaprl. O situaciji je spregovoril tudi v videu na Facebooku. Moja zgodba ni enaka vašim. Je nekoliko drugačna v tem, da rojena sem bila kot ženska in to malo razjezi vse, ampak zdi se, da določeni člani zelo pomembno. Vplivnih ljudi, če hočete, so to naredili za tarčo marsičesa. In nisem mogel reči niti besede o čemerkoli. Ampak na tej točki mislim, da nihče nikoli ne bo slišal resnice. In nikoli ne bom pozabil dneva, ko sem imel enega svojih najhujših dni na sodišču, zamudil sem na svojo zadnjo obravnavo in sodnik reče, no, kaj se dogaja, kje smo bili? In rekel sem, moje ime je Rob Hopkins. In ona reče, ne vem, kaj to pomeni, ampak od tu bomo nadaljevali. In kar to pomeni je, da se ne morem skriti. Nisem nekdo, ki bi stal v kotu. Če me kdo pozna, ve, da sem glasen. Sem ponosen in bom to, kar sem. Ampak vedno bom prijazen, vedno bom spoštljiv. Torej, obtožbe proti meni, ki jih morda slišite, da sem bil nespoštljiv do kogarkoli v sodniški togi, so preprosto popolnoma neresnične. So popolnoma neresnične. Da bili so trenutki, ko sem bil preveč vnet, vendar vedno v najboljšem interesu svoje stranke. Ampak prišlo je do točke, ko tudi če prevzamem krivdo nase, tudi če naredim več, kot je potrebno, da nekaj dosežem, se merila še naprej spreminjajo. Preprosto ne bomo tega naredili, ker ti to želiš narediti na ta način. In to so tiste mikroagresije, ki povzročajo nemir, sovražno, negativno reputacijo in konotacije za ljudi, ki imajo za imenom naziv Esquire. Toda težave Hopkinsa se niso končale z obtožbo zaradi nespoštovanja sodišča. Pregled sodnih evidenc v Oklahomi kaže, da se ne sooča le s kazensko obtožbo, ampak mu odvetniška zbornica Oklahome poskuša odvzeti tudi licenco za opravljanje odvetniškega poklica. 20. februarja je bil Hopkins obtožen upiranja uradni osebi. Po zapiskih v sodni vlogi bo izpuščen brez varščine na podlagi lastne zaveze, citiram, ko bo odslužil 10 dni zaradi kazni za nespoštovanje sodišča v civilni zadevi. Naslednjič mora na sodišče zaradi kazenske zadeve 14. aprila. Zdaj, ko gre za njegovo odvetniško licenco, smo izvedeli veliko več o nekaterih drugih domnevno slabih dejanjih Hopkinsa na sodišču. Citiram, preverjena pritožba in zahteva za nujno začasno suspenzijo odvetniške licence sta bili vloženi pred nekaj dnevi, 27. marca. Odvetniška zbornica trdi, da je Hopkins prekršil več pravil povezanih s profesionalnostjo. Citiram, prva točka se nanaša na incident 2. februarja, ki je po sodnih dokumentih privedel do obtožbe zaradi upiranja. 23. februarja 2026 se je zadevna oseba pojavila pred okrožnim sodnikom okrožja Potontac, C. Stevenom Kessingerjem, na obravnavi zaradi neposrednega nespoštovanja sodišča. Sodnik Kessinger je ugotovil, da so bila dejanja zadevne osebe 5. februarja 2026 neprimerna, neprofesionalna, nespoštljiva in nedostojna za člana odvetniške zbornice Oklahome. Poleg tega je sodnik Kessinger izjavil, vaša dejanja tistega dne so pravzaprav definicija nespoštovanja sodišča. Sodišče je ugotovilo, da so dejanja zadevne osebe vključevala neprimerno in predrzno vedenje takšne narave, da so povzročila motnje in prekinila potek postopka. Dne 5. februarja 2026, kot to zahteva naslov 21. člen 565 oklahomskih zakonov. Sodišče je potrdilo sklep o neposrednem nespoštovanju sodišča in zadevno osebo obsodilo na 10 dni v pravosodnem
sodnem centru okrožja Potontoc. Eden od drugih odvetnikov, ki so bili tisti dan prisotni v sodni dvorani, je prav tako pisal odvetniški zbornici, da bi prijavil, kar je videl, in Hopkins je imel 20 dni za odgovor. Po navedbah pritožnika tega ni storil. Druga točka se nanaša na predhodno obravnavo v okrožju Oklahoma januarja letos. Hopkins je v tem primeru zastopal obtoženca. Po navedbah v vlogi se je delovni dan bližal koncu, ko je zadevna oseba izvajala navzkrižno zaslišanje državne medicinske priče. Sodišče je zadevni osebi naročilo, naj postavlja relevantna vprašanja, saj je bil namen zaključiti zaslišanje medicinske priče. Zadevna oseba se je začela prepirati s sodiščem, govorila čez sodišče in ga prekinjala. Zadevna oseba je še naprej motila postopek, čeprav je bila večkrat opozorjena, naj preneha prekinjati. Zadevna oseba je bila kaznovana s $100 zaradi neupoštevanja večkratnih navodil sodišča. In kot se izkaže, to ni prvič, da je Hopkins bil spoznan za nespoštovanje sodišča. Sodni dokumenti, ki se nanašajo na točko 3, povezano s primerom iz leta 2023 v okrožju Stevens v Oklahomi, Hopkins je v tem primeru zastopal mladoletnika. Po navedbah prijavitelja je bil Hopkins večkrat opozorjen, naj ne prekinja postopka in celo opozorjen, da bo spoznan za nespoštovanje sodišča, če bo s tem nadaljeval. To je storil znova in so ga odpeljali. V vlogi je zapisano, da je bil po približno 90 minutah v priporu Hopkins pripeljan nazaj v sodno dvorano in mu je bila dana možnost, da odpravi posledice ugotovitve nespoštovanja sodišča. Hopkins je to storil tako, da se je za svoje vedenje opravičil tako sodišču kot odvetniku. Četrta točka se nanaša na dogodek marca 2025, ko je bil Hopkins na sodišču, bodisi dvakrat ali trikrat naročen hkrati. Ko ga je sodnik v eni sodni dvorani poskušal poklicati v sodniško sobo skupaj z njegovo stranko, da bi razpravljali o pričakovani odločitvi, naj bi bil Hopkins v drugi sodni dvorani. Citiram iz dokumenta. Hopkins se ni vrnil v sodno dvorano, je pa počakal sodnika Dishmana v njegovi pisarni. Ko je sodnik Dishman pojasnil, kako in zakaj odloča o predlogu, je Hopkins postal vznemirjen in je začel zahtevati sodnega zapisnikarja. Postal je besen, povzdignil glas in zahteval obravnavo. Večkrat je prekinjal, govoril čez sodnika Dishmana in povzdignil glas. Hopkins je bil pozvan, naj zapusti prostor, vendar je to zavrnil. Hopkins je sodnikovo pisarno zapustil šele potem, ko so mu povedali, da bodo poklicali pomočnike šerifa, da ga pospremijo iz prostorov. Peta točka se nanaša na to, da naj bi Hopkins primer pretirano zapletel in ga večkrat nerazložljivo zavlačeval, hkrati pa je zavračal komunikacijo s sodiščem in nasprotnim odvetnikom. Leta kasneje, leta 2025, je civilno pritožbeno sodišče v Oklahomi potrdilo odločitev nižjega sodišča, da mora Hopkins v tem primeru poravnati stroške odvetnikov nasprotne strani. Šesta točka je povezana s primerom iz leta 2024, kjer naj bi Hopkins ponovno določil obravnavo pri enem sodniku, nato pa so ugotovili, da je bil istočasno v drugi sodni dvorani na drugem primeru. V sedmi točki je Hopkins obtožen, da je med obravnavo januarja 2026 večkrat glasno kričal in prekinjal obravnavo. In osma točka ga obtožuje, da se je leta 2025 v zadevi skrbništva praktično povsem izogibal kakršnemu koli pravnemu delu. V tej vlogi piše, da pritožnik zato zahteva odredbo o nujnem začasnem suspenzu zadevnega odvetnika zaradi neposredne grožnje znatne in nepopravljive škode javnosti, ki jo predstavlja njegovo nadaljnje opravljanje odvetniškega poklica. Po navedbah odvetniške zbornice je bil Hopkins decembra deležen priložnosti, da vstopi v program preusmeritve z disciplinskimi ukrepi. Zahtevano je bilo, da obiskuje določene tečaje profesionalnega ravnanja in se mesečno srečuje s svetovalcem za etiko pri odvetniški zbornici. Prav tako mu ni bilo dovoljeno, da bi bile zoper njega vložene nove pritožbe. Vendar jih je očitno bilo. Tako je prekršil pogoje programa preusmeritve. Za zdaj še ni nobenih novosti o tem, ali bo Hopkins dejansko izgubil licenco za opravljanje odvetniškega poklica v Oklahomi. Vendar se, glede na vse obtožbe, ki so bile vložene proti njemu, zdi to zelo verjetno. Kakorkoli že, njegov izpad v sodni dvorani, ki zagotovo ni bil njegov najboljši trenutek, bo zavedno ostal v zgodovini viralnih videoposnetkov. To je vse za danes v oddaji On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.